Čau! Danes nas čakajo 3 različne teme. Januarja sem namreč obiskala že 35. filmski festival v Trstu, pa tudi premiero nizkoproračunskega slovenskega filma Ceste Gepek in projekcijo najboljših filmov z festivala BOF, ki se je odvila v kinu Šiška. Pa začnimo kar slednjim. Gre za Bovec Outdoor Film Festival, na katerem lahko gledamo filme o športih, ki se odvijajo zunaj, oziroma o zunanjih aktivnostih in naravi nasploh. Ponavadi se decembra odvija v Bovcu, v Ljubljani pa so prikazali le najboljše filme iz lanske bere festivala. Med njimi smo si lahko ogledali tudi domači film Da noč Mitje Legata o deskarju Matevžu Mačku. 2 zimi snemanja, niti sama ne veste, koliko lokacij, 20 do 25. Veva. Veta. A veva, res. Ja, tako. Od 20 do 25 lokacij, 2 slabi zimi, približno tako kot je letos, ker vemo, da to ni dobra zima, kar pomeni za Slovenijo enega truda, sicer nekaj tudi čez mejo, rahlo v Italijo, rahlo v Avstrijo, s tem, da valjda hočemo promovirati Slovenijo pa Julijske Alpe. Da pa ne bomo o filmu govorili tako na suho, poglejmo odlomek. Film je premiero doživel prav na BOF-u. To je pa ta snowboarderska, ne more brez pira prijeti na oder. Daj v mikrofon, da se brani. Jaz sem 10 minut nazaj nehal šihtam, tako da se moram malo povoziti. Ej, vprašanje. Zakaj je vsem toliko malo snowboard, smučarske, bike, če damo sam tam mainstream videoprodukcije? A ni denarja, ni volje? Pred 10 leti smo videli Untouched Project in potem 2 in 3, ampak nekega slovenskega snowboard filma daljšega od 8 minut, kdaj smo ga nazadnje videli? Pa da ni kar nekaj nastreljan. Ja, težko je zdaj reči, da ne, zakaj ne, ampak prvi treba reči, da še zmer so dar-mar fantje, skijeri, oni so še edina, drugač živa produkcija pri nas, tako da se je nekdo neki trud. Na drug stran pa ne vem, pač to, kolikor je enega efforta v to vložen, ta snemanje je včasih tako, veš kot tenis, ful je dober za igrati, fajn je, kad ti greš pa se furaš pa to, ampak da pa dobiš nekaj pametnega, je pa res tako dosti tudi enega, nama rekli matra, nama to zdaj sede, ko sva rada zunaj v eni beli naravi, ampak je pač veliko to zahteva. Pa nekdo mora to poje, ne samo da so dan, ko je fajn sneg zunaj, pa nekaj lepega narediš, jaz pridem dan po, ne vem, kdaj štartamo, pač vzame nečloveški uri, poje snimamo cel dan, pridemo na konc domov, za eno roko se menjaš za jutar, za bo sneg še dober uspel, pa moraš arhivirati, pa malo pregledati, pa to, pa na koncu imaš, koliko so rekla, 25-26 snemalnih dni, daj sem jih naredil še ne 15 mogoče zraven za kakšne druge stvari, moraš neki skup sestaviti. In je pač tako effort je, včasih ne vem, je bilo tudi mogoče več podpore, takrat, ko smo mi delali to nazaj, a ne, si pač dobil mogoče vsaj to enega budžeta, da si šel, ne vem, mi smo bili Čile, Kosovo, až to je bilo za nas eksotika, zdaj gremo v Bodental, pa je dober sneg, pa nam je najbolj noro, zato kaj 20 minut stran, pa smo malo hitro doma. Če ne ve, kdo ki je Bodental iz Tržiča 15 minut, ne.
Ja, tako to je, a ne. Tako da niso to pač simple zadeve, mogoče zato tega manj, ne vem. Jaz imam teorijo. GoPro-ji pa droni so poenostavili produkcijo, ali jo je Instagram ubil, ker nek sponzor, ki bi vam dal včasih denar, zdaj vloži v 30 sekund neke akcije, ne pa v polurni video. To je ful kompleksno vprašanje. V osnovi Instagram je bil kar dost, kot ti včasih video radio bil, čeprav ga pa nizki. Ampak ja, Instagram je, to je slaba pa dobra stvar, tako je vedno. Mislim, kako to izkoristiš. Ampak neki te instant, hitre objave, če so to od nekoga tekom sezone, zdaj če v snowboardingu govorimo, ko bo na koncu, se pravi v začetku druge sezone pokazal nekaj več, je to super. Če pa to sam tisti filanje, pa neki posnetki na Instagramu, pa je pa to res sam, ne vem, preveč enega hajpa. Ni to neki izdelka, ne, da se nekaj potrudiš, pa ga nekdo pa na koncu neko celoto naredi, čeprav je kratka. Ampak če se sam še prej vrnem na to, ko si rekel, zakaj ni filmov, jaz mislim, da pogoji. Zime so pa nas težavne za te stvari, mislim, neko utopijo gremo v bistvu. Bolj bi rekel, da bi v Sloveniji lahko bilo več mountain bike filmov, meni je to čudem, da jih ne, ti poznaš sceno, ali pa kaj druga. Poleg športnih filmov o izjemnih plezalskih podvigih smo si lahko na Best of Both morda prvič po začetku spopadov v Gazi na filmskem festivalu v Sloveniji ogledali tudi film o Palestini. Natančneje o plezalcih v Palestini. O mladem Američanu, ki jim je predstavil ta šport in odprl plezalski center v Palestini in o tem, s kakšnimi izzivi se morajo spoprijemati palestinski plezalci, ki jih izraelski vojaki kar s puškami odganjajo tudi stran od plezališč, ki so samo blizu njihovim okupiranim območjem. Poglejmo, kakšen je film z naslovom Resistance Climbing, kar bi lahko prevedli kot plezanje iz upora. I've come to the strife-torn land of Palestine to explore my roots. My grandfather. But I discovered a thriving underground climbing scene. I love climbing. Very good for me and my heart. Boom. In a place like this, guns pointed at us. I was afraid for my life. climbing This is your hand coordinator. means more than I ever knew it could. Palestinians, we have a collective trauma. Climbing is an escape from all that. It's becoming a way of resistance and proving this is our land. The closest thing we can feel to being free. V filmski svet pa je publika januarja toplo sprejela tudi Žigo Kukoviča, ki ga verjetno bolj poznate s TikToka. Tokrat je na velika platna pripeljal film Ceste, mladinsko komedijo, ki je nastala skoraj brez sredstev. Kar je pohvalno, a hkrati kaže na slabo stanje slovenske filmske industrije oziroma njenega ozadja. Več o filmu pa naj pove režiser kar sam, saj sem ga ujela po premieri v ljubljanskem Cineplexu. Iz malih zaslonov na veliko platno, je bila to od nekdaj tvoja želja ali si nekje vmes rekel, rad bi delal tudi nekaj daljšega formata? Nekje vmes se je zgodil. Ne, se pravi, ko sem bil čist mali, še nisem vedel, kaj se dogaja, potem pa, ko sem vstopil v ta svet TikToka in social media, potem pa je začel nekaj goreti. Počasi sem naredil en kratek film, drug kratek film in sem bil, to je dober, jaz pa imam to rad, to pa jaz rad delam in potem sem mal sledil temu svojemu navdušenju in zdaj se je zgodilo to. Slišim, da je bil scenarij na začetku dolg skoraj 180 strani, verjetno niste vsega posneli, kaj se je potem zgodilo? Imel sem tudi cut narejen 3 urn celo, ampak smo začeli čistiti ven. Upam, da mi bo uspel dobiti še blooperse in deleted scene, ker so odlične, da jih vsaj na social media objavimo. Tudi kakšne scene so bile 2-3 minute daljše, v katerih je odličen material, ampak v filmu moraš pač skatati stvari za dobrobit celega izdelka. Delal si na kar nekaj funkcijah pri tem filmu, se pravi, je bil scenarij povsem tvoja stvar in potem tudi montaža, si imel kakšno pomoč? Scenarij se je zgodil, pravzaprav zgodba se je zgodila meni in mojim prijateljem zares in potem smo se 5 let nazaj parkrat dobili in smo se pogovarjali o tem, potem se je bilo pa treba začeti malo bolj resno lotiti, smo pa v bistvu jaz in Robert Ladnik se konkretno posvetila zgodbi in potem sem se lotil scenarija. Ste tudi vi prišli tako dobro čez kot v filmu?
Ja, mi nismo upali delati takšnih neumnosti kot fanti v filmu. Sicer smo lahko videli kar nekaj igralcev, ki ponavadi stojijo na gledaliških odrih, niso tako pogosto pred kamero. Kje si jih našel? Delali smo online audicije, potem smo delali v živo audicije, potem pa marsikater odličen igralec ali igralka pa je prišel od ust do ust. Se pravi, je bil to mogoče koronski projekt? Snemali ste ravno 2021, 2022. Kdaj je scenarij nastal, torej ravno med korono? Si imel veliko časa za pisanje? Že prej, mi smo hoteli že 2 leti prej iti v produkcijo in nam ni uspelo. In vsakič se mi je zelo model srca, ampak pa sem videl, da je v bistvu to dobra stvar, ker te vesolje pripravlja na to, da bo vse ob svojem času. In potem smo tam nekje okoli korona, ne spomnim se, ker je ta korona bila vse povsod, ampak tam nekje okoli smo majčkeno snemali, pa malo pauze, pa spet malo snemali in pa smo naredili vse skupaj. Pa si imel med tem še vedno čas za družbena omrežja? Na začetku ja, potem pa vedno manj, oziroma ko se je produkcija začela, nič več. Predtem pa malo manj kot tisti moj prime time. Boš zdaj mogoče ostal v svetu filma, se ti je priljubil ta način dela ali se boš raje držal družbenih omrežij? Zaenkrat sem že pred izidom tega filma, torej upam, da nisem pod vplivom današnjega dogodka, sem se zelo zaljubil v režijo, v delo za kamero in v scenaristiko. Sem zelo navdihnjen, navdihujejo mene zgodbe, jih imam že mečkam v glavi, malo celo na papirju, tako da upam, da bom našel svojo pot tu. Pa si sicer izučen v vseh teh sferah ali se učiš pravzaprav sam? Učim se sam, z izkušnjami preko interneta, največ s tem, ko se lotim kakega projekta, takrat se največ naučim. Kako pa je s financiranjem? Omenil si, da ste imeli zelo malo sredstev. Je bil film prijavljen na razpis Slovenskega filmskega centra ali katerikoli drug? Ste delali film brez budžeta? Ja, delali smo film brez budžeta. Ko smo pomislili na razpise, smo se trudili nekaj ur, potem pa smo obupali, ker smo misleč, da nam ne bo uspelo dobiti niti centa. Pa ti je na koncu vseeno uspelo dobiti kaj? Ne, na koncu ni uspelo dobiti zelo malo, ampak skoraj neomembe vredno. Torej se da delati filme tudi v takšnih pogojih? Da se, ampak si moraš res želeti in delati res iz srca. Če duša ne bi bila prisotna, ne bi prišli do drugega snemalnega dela. Ker je film Gepek sestavljen tudi iz zahtevnih dronovskih posnetkov in kader sekvence v klubu med plesanjem, se mi je zdelo dobro o ozadju nastajanja filma povprašati tudi direktorja fotografije. Veliko ste snemali zunaj, ste imeli kakšne težave z vremenom? Pa kake. V bistvu začeli se tako, da smo posneli 2 snemalna dneva in dejansko pa smo bili en teden v Kosu na lokaciji in nismo šli, ker je pač cel teden je dežval, tako da smo že prvo prestavljali iz tedna v teden, tako da pol ekipo celo prestavljati in vse skupaj, tako da ja, z vremenom konstantne težave, sploh pa recimo na lokacijah, ko mora biti sonce, ker je to poletni movie. In pa kakšna nevihtica, ne. In pol pogreda tako, oziroma pač barve uskladiti, da to zgleda bolj kot enakomerno, kar je izzivno. Je pa vmes tudi kar nekaj zelo dinamičnih scen za kamero, konkretno uvodna špica, pa potem tiste scene v klubu. Si se moral veliko premikati. Kako težka je bila kamera, ki si jo imel na sebi? Ja, tu sem imel pa največje težave, oziroma ne toliko težave kot bolj izzive, no. Ker Žiga me res tera, že tako sam rad delam nemogoče šote. Žiga je pa še tako, pač to podpre in si ne želi klasičnega. Tudi jaz hočem čim bolj izstopati praktično v Sloveniji, da ne delam tiste neke, kar so smernice oziroma nekaj, kar je prav. Tako da tudi pristop kamere same je bil, se pravi, čim večji izziv postaviti kamero, premikati dolg časa, se pravi, teh one take je kar ogromno, no. Implementirati še drone shote, FPV, ki so aktualni. In v bistvu zelo veliko filma je posnetega v enih tekih, no. Tak, mislim, da je 26 shotov, ki so dolgi.
Kaj pa snemanje z dronov, si to tudi sam delal? Recimo, kolikokrat ste morali to vodno sceno snemati? Ja, v bistvu zanimivo je, ker smo imeli za to vodno sceno samo 2 uri. Letel je Tom Strojnik, ki je praktično brutalen pilot, res je dober. Jaz tega ne bi mogel nikoli izpeljati, ker je bila pa fora, da smo po Google Mapsu v bistvu vzeli tloris in mi smo mogli priti na lokacijo z dronom točno ob določenem času, ko je prišel tudi avto. In to mislim, da smo ponovili 4 ali 5 v 2 urah in potem je bil šot narejen. Veliko pa se dogaja v avtomobilu. Je tukaj šlo za star princip snemanja, kot so včasih delali v Hollywoodu, da je bil avto dejansko na neki ploščadi, ali ste enostavno tolikokrat ponavljali scene, da ste se lahko menjavali po sedežih v avtomobilu? Ja, želeli bi si, ampak ni bilo budžeta za take stvari, tako da kamera, jaz sem bil s kamero noter, kamero smo postavljali v zunaj, ponavadi ena kamera, no, tako da vsako sceno, ko ste videli, smo jo mogli postavljati vsaj 4-5. In tudi problem se je voziti pač po cestah, mogli smo zapirati ogromno stvari in to je res, če bi imeli prikolico, bi bilo posneto v pokrajšem času. Tako ste pa imeli koliko snemalnih dni? Mislim, da jih je bilo okoli 37, če se ne motim. S kakšno opremo pa si snemal? Delali smo v bistvu s 3 Blackmagic kamerami, različno nosetih, od Urse do 6K, 4K, ampak v bistvu sej kamera sploh ni pomembna, v bistvu samo orodje, ki ga uporabiš takrat, ko ti najbolj prav pride, se pravi večjo takrat, ko imaš prostor, manjšo takrat, ko recimo moraš kaj v avto ali pa. Je samo orodje, tako da ni tako pomembna ta tehnična zadeva. Je to sicer tvoj prvi celovečerni film? Celovečerni, ja. V bistvu že delam 15 let, ampak film tak, celovečerni pa ja. Se ti zdi, da se kaj razlikuje od delanja kakšnih krajših snemanj? Glede na to, da izhajam iz sfere reklam pa videospotov, je naporna stvar snemati celovečerca, ampak ne pa tako naporna, kot pa ostale zadeve, ki so pa včasih tudi po 30 ur. In tu iti spat po 10 urah, ker več dneva ni, ne? Oziroma žurati naprej, kaj nagnati, ne? To je, v bistvu za mene je bilo super. Je naborno, ampak se mi zdi za igralce malo večji izziv, ker je še vse emocije in vse to 12 ur, 10 ur na dan in je drugače. Kot obljubljeno smo se prevesili še v zadnji, 3. del oddaje. V drugi polovici januarja se je odvil že 35. filmski festival v Trstu, ki je na ogled ponudil novejše, pa tudi malo starejše filme, denimo Tonija Erdmana. Med drugim pa je nedavno objavil tudi novico o tem, da je v Italiji manj kot 1 od 6 režiserjev ženska režiserka. Edina država v Evropi, ki ima manj ženskih režiserk kot Italija, je Bolgarija. Francoska organizacija La Femme de Cinema je v raziskavi razkrila tudi, da je zakon, ki so ga v Italiji sprejeli leta 2016 in ga razširili leta 2021, s pomočjo katerega naj bi finančno bolj podprli ženske filmske ustvarjalke, situacijo izboljšal le malo. Pri režiji dokumentarnih filmov se je število ženskih ustvarjalk povzpelo 17% na 25%, pri igranih celovečernih filmih pa komaj z 11 na 13%. A poglejmo najprej kratko poročilo z otvoritve festivala. Edizione del Trieste Film Festival, ben arrivati.
Festival v Trstu se je sicer tudi med svojim trajanjem osredotočil na tiste bolj zapostavljene. Pripravili so okroglo mizo na temo inkluzivnosti. Govorili so predvsem o tem, kako kinematografe narediti dostopnejše za slepe in slabovidne, gluhe in druge ranljive skupine. The original law goes back to 2006 with the directive for persons with disabilities that has been implemented practically in all countries all over the world, but the effect of that implementation is rather different in different countries. If you look at the UK, everything on television is subtitled, and audio description should be done and made available for 20% of everything broadcast on TV, but television realized that there is an audience for that, and it's also a very interesting and relevant segment of the market. So there are channels that reach 40% of audio described content. While in Italy, same directive, we have 30 hours per month possibly, so something had to be done. Federico si na svojem festivalu trudi omogočiti ogled filmov čim širši množici. Opozoril je, da nenazadnje eden od 6 ljudi nad 55 letom starosti doživlja eno od senzoričnih omejitev in napovedi kažejo, da bodo te številke še rastle. Na festivalu zato skrbi, da so ves čas dostopni podnapisi, za tiste, ki slabše vidijo, pa imajo tudi posebno aplikacijo, ki se avtomatsko sinhronizira s filmom s pomočjo zvoka in ponuja še dodatne razlage in opise. Več o aplikaciji je povedal Andres Schubbach iz firme Greta und Starks. We developed an app for audio descriptions and subtitles 10 years ago, and the app is called Greta. I'm the co-founder of this project, and we did this because before 10 years there was no really good solution, especially in the German-speaking countries where we started. There was no solution, so there were 3 cinemas out of 1,650 cinemas with a hardware-based solution. That's the alternative. You can buy in the cinema a hardware solution. It's really expensive and needs a lot of maintenance. And because of that, nobody did it in Germany, for example. And then we researched on it, and then we have the idea maybe we can solve the problem with an app. Poglejmo, kako aplikacija izgleda v praksi. Welcome to the Greta app. When you start the app for the first time, you will be taken directly to the welcome screen. Accept push messages to be informed about new films at any time. Here you can select the version you want. If you need a barrier-free version, select it from the list and stop the video here. In the next steps, we explain how you can use different languages in German cinemas. For different language versions, please select International Audio Version or International Subtitles. Then select your language from English Original Version or Spanish, Turkish and Ukrainian dubbing or subtitle. Confirm with Continue. You will be redirected to the current film list. Click on Download. You will need to log in the first time you use it. Select Login if you already have your credentials or want to log in with Google or Apple ID. You can also register under Sign In. Signing in with Google or Apple ID is the easiest. Click on the button and agree to our terms of use. Then select your account and confirm, after which you are automatically logged in. Allow the app to access the location. For security reasons, different language versions can only be used at the selected time and in the selected cinema. You can extend the radius to find a cinema and screening time within your radius. Select a screening and click on Continue to download the version for the selected screening time. After these steps, the desired version is downloaded and saved under My Films. It is now locked. 30 minutes before the film starts, the version will be unlocked if you are in the selected cinema. Open the app in front of the cinema so that your GPS can locate you correctly, and the unlocking will happen automatically. Now the play button appears and you no longer need an internet connection. You can also put your smartphone in flight mode. If you're sitting in the cinema hall, put on your own earphones and press play. When using for the first time, please allow access to the microphone. The app is now listening. This is indicated by a heartbeat sound. As soon as the film starts, the app synchronizes automatically within a few seconds. We hope you enjoy the film. Feel free to give us feedback. Aplikacija torej dela tako na festivalih, v redni distribuciji, kot tudi na domačem kavču. Če le gre za film, ki so ga že prevedli. Izberete lahko tudi možnost za govorni opis oziroma audio description, ki je namenjena slabovidnim in ponuja dodatne opise videnih scen. Predvidevajo, da bodo z govornimi opisi lahko dobili po vsem svetu 645 milijonov več potencialnih gledalcev, z multijezičnim podnaslavljanjem pa še okoli 200 milijonov ljudi.
Zaenkrat deluje v Avstriji, Nemčiji, Braziliji, Švici in Ukrajini. Na filmskem festivalu Doc Leipzig pa jo denimo uporabljajo že od leta 2016. O aplikaciji sta se pozanimali tudi Metka Dariš, podpredsednica mreže Europa Cinemas in hkrati direktorica Kinodvora, ki je bila na okrogli mizi, in Živa Jurančič, ki je prišla v Trst predstaviti, kako se v ljubljanskem Kinodvoru ukvarjajo z ranljivimi skupinami, denimo z menkom ob kavi za starejše, z novim programom za slabše slišeče, s programom za starše z otroci do 3 let starosti in tudi s programom za otroke v bolnicah. But we know that not everybody can come to our cinema. That is why we also go beyond our walls with different technical solutions. And one example of this is the International Film in a Hospital project. It is done with the support of the Creative Europe program, and 6 countries are doing this project. Project is Belgium, Croatia, Italy, Slovenia, Spain, and Sweden. And we manage an online platform with more than 16 quality films, long and short, additional activities for different age groups. And the platform is being used by children and teenagers in Slovenia in 5 different hospitals in and around Ljubljana. So children and teenagers have free access to this platform with a special code that we distribute with the help of hospitals, teachers in kindergarten and schools. Hvala za pozornost in se vidimo spet prihodnjo sredo ob 20. Razen, če ne boste v kinu. V primeru, da vam recimo uspe med 18. marcem in 27. majem v kinu pogledati 10 filmov evropske produkcije, namreč lahko sodelujete v izzivu, ki vas bo popeljal na filmski festival v Sarajevu, brezplačno. Vse, kar morate storiti je, da na spletni strani europeanfilmchallenge.eu ustvarite svoj profil in nanj naložite dokazila o ogledu. Tako da nič čakati, ker gremo in akcija. Čau!